Sem Petra Škarja in ni dolgo tega, kar ste me tako lepo sprejeli v Šmarju pri Jelšah, tako da upam, da se bom lahko še kdaj oglasila pri vas. Trenutno nam situacija to onemogoča, zato se pa saj virtualno takole srečamo. Vem, ni isto, ampak mogoče čar pa ravno v tem, da je majčkeno drugače. V tem času tega virusa je pa mnogim izmed nas dano več časa za naravo, za sprehode in za branje knjig. Jaz sem zaljubljenka v knjige, rada jih pišem, rada jih berem, rada jih prekladam. Predvsem se pa trudim med mlajše generacije približati to zavedanje, zakaj je pomembno brati knjige, zakaj so knjige pomembne za našo kulturo in za nas osebno. In verjamem, da ljudje, ki veliko berejo, s tem postajajo nekako boljši ljudje, ki manj sodijo. Danes pa nekaj študij o branju. Zakaj brati knjige? Zanimivo. Ljudje, ki berejo knjige, živijo dlje. Tako pravi raziskava, ki je bila objavljena v Social Science and Medicine, kjer so rekli, da naj bi ljudje, ki vsaj pol ure na dan posvetijo branju, v povprečju živeli 23 mesecev dlje. Jaz ne vem, če je to zgolj naključje ali ima direktno povezavo, ampak rada verjamem, da je to res. Drugič, branje zmanjšuje stres. Študija Univerze v Sussexu je dokazala, da branje knjig zmanjša stres za celo 68%. Torej, če želimo manj stresa in manj izgorelosti, več bermo. Branje knjig zmanjšuje verjetnost Alzheimerjeve bolezni in demence. Ljudje, ki redno berejo vse življenje, imajo v možganih manj teh proteinov in snovi, ki so povzročitelji Alzheimerjeve bolezni. Ljudje, ki berejo, se v splošnem bolj udeležujejo volitev, več telovadijo in so bolj kulturno razgledani. Saj je nekako logično, ne? In to trdi tudi študija ameriške vladne agencije National Endowment for the Arts in mi kar verjamemo temu. Naslednja. Branje je lahko terapija. To verjetno veste vsi, ki ste imeli kakšna težka obdobja in se v takih primerih zatekamo v knjigam, kjer dobimo upanje, vero, ideje, rešitve, druge poglede in nam to pomaga. In tako pravi tudi vedenjska raziskovalka Crystal Russell, ki trdi, da je dokazala, da lahko branje pomaga pri vsakdanjem stresu ali pretresu. Torej včasih, ko se nam sesuje svet, ljudje, ki berejo, se hitreje poberejo, hitreje najdejo rešitve in nekako iz življenja zato naredijo več. Tako pravi tudi ta raziskovalka. Ljudje, ki berejo, so v splošnem uspešnejši, srečnejši in zasedajo višje položaje. No, upamo, da res. Zdaj, to so neke znanstvene raziskave, ampak če bi to menila svoji babici pa dedku, bi verjetno ona dva rekla nekako tako: Petra, to je navadna kmečka logika. Več ko bereš, več ljudi spoznaš, več kultur, več razumevanja dobiš do vsega tega. In ne moram ravno reči, da če bereš, si zato pa bolj pameten, bi pa lahko rekla, da če bereš, postaneš bolj nekako ponižen pred svetom. Bolj si hvaležen za to imaš, bolj se zavedaš, kaj sploh imaš in nekako manj sodiš druge ljudi, manj s prstom kažeš na druge in zato si tudi med ljudmi dosti bolj prijeten za to družbo. Zato spodbujam branje in sploh med mlajše generacije, ker se mi zdi, da stik s knjigo bo ostal večno. Še nekaj kratkih zanimivosti. Predsednik Roosevelt naj bi prebral 1 knjigo na dan. No, to je predanost knjigam. Noro. Pisateljica Corinne Tellado je v 63 letih izdala 5000 knjig, kar je približno 1 izdana knjiga na teden. Jaz se bolj sprašujem, če je počela še kaj drugega, ker to je res ogromno. Najdražja knjiga na svetu je bila prodana za $30,8 milijona. To je bila neka zbirka Kodeks od Leonarda da Vincija, kupil pa jo je Bill Gates. 68% vseh knjig na trgu naj bi kupile ženske. Seveda smo pač bolj zapravljivke. Virginia Woolf je vse svoje knjige pisala stoje. In še Harry Potter. Pisateljica Harry Potterja je J.K. Rowling. Ampak njeno pravo ime je Joanne Rowling. Kaj pomeni ta K vmes? Založba je bila mnenja, da se bo knjiga bolje prodajala, če bodo ljudje mislili, da jo je napisal moški. In zato so nekako zakrili njeno ime. In tudi prvi njeni oboževalci, bralci so jo naslavljali z Mr. Gospod Rowling. Toliko za danes. Jaz upam, da berete, upam, da se imate lepo. Evo, listki že zelenijo.
so tudi lepe plati tega umirjenega življenja. In upam, da se kaj kmalu vidimo tudi v Šmarju pri Jelšah, če me boste le sprejeli. Lepo se imejte. Tja.